pozdravljam, spoštovani. Sedaj smo kar nekaj slišali o decentralizaciji. Jaz bi pa morda začel tako. Slovenija se bo razvijala mnogo enakomerneje kot doslej, ali pa je dolgoročno ne bo več. Zakaj tako drastična izjava? Zato, da se prebudijo tisti, ki so tudi v preteklih letih in desetletjih videli in vedeli, kako zaskrbljujoče so oziroma postajajo razmere. Niso slišali ali hoteli razumeti, da je potrebno ukrepati, dokler je še čas. Zdaj bom zelo jasen in nedvoumen. Slovenci moramo ostati povezani. In trdno verjamem, da tako razmišljanje ali pa tako razmišlja velika večina županov in drugih izpostavljenih posameznikov, ki se borimo in borijo za enakomeren in skladen regionalni razvoj. Razmišljanje, ali v državi Sloveniji narediti več držav zaradi tega, ker je država slabo vodena, zaradi preteklosti, ker so se sredstva, državna sredstva, nepravilno razdelila, ker imamo na eni strani par bogataše, na drugi strani pa veliko reveže. Sam rad rečem, da nikoli reveži toliko ne morejo narediti, koliko ti bogataši zapravijo. Zato se mi zdi pomembno, da Slovenci stopimo zopet skupaj. Kajte, če bi razmišljali o manjših državicah v naši državi, bodite prepričani, da bi dobili ponudbe na Primorskem od Italijanov, na Štajerskem od Avstrijcev in tako naprej. In to ni prava rešitev. Mi moramo danes razmišljati, koga se bomo postavili, da bo vodil to državo. In seveda se mi zdi prav, da se vse skupaj vrti okrog Ljubljane. Vsaka država se zasluži svoje glavno mesto, dobro voden. Ampak v Slovenski ljudski stranki smo že pokazali, ko smo imeli to možnost, da smo pripeljali tudi kakšna ministrstva v Mariju, na Štajersko. Želimo se jih tudi v Prekmurju. Na takšen način bomo dali tudi možnost zaposlitev, kajti vemo, da v nekem ministrstvu je veliko ljudi zaposlenih. Dali bomo tudi možnost mladim za pripravništvo in podobno. Ne pa danes, da grejo mladi študirati v Ljubljano in tam tudi ostanejo. Nič narobe. Ampak naša država ni tako velika, da se ne bi mogla decentralizirati. Zato bom seveda vedno podpiral, da se želim to decentralizacijo in pa ustanovitev pokrajin, tako kot smo jih že začrtali z našimi kolegi. In v 3 letih, ko sem deloval v Državnem zboru kot poslanec, sem z neprijetnimi poslanskimi vprašanji ministrov odprl veliko problemov. Če se samo spominjamo tistega tako nedolžnega na začetku okrog Sobol Stifo, nekako je to bilo kar smešno v javnosti. Ampak kaj smo na koncu odkrili? Ministri so odstopali. Odkrili smo to, da vodi naše državo nekdo iz ozadja, neka omrežja, neki odvetniki. Mislite, da bomo daleč prišli tako? In ti isti nas danes nagovarjajo preko določenih strank z takšnimi ali drugačnimi parolami. Zato se moramo odločiti, ali bomo na pravi strani življenja, ali bomo igralci. Če bomo igralci, bomo državo Slovenijo zapravili.